Gledate oddajo Klepet ob kavi. Adijo, trebušček! Evo, pa ga ni več. Ja, če bi bilo seveda v realnosti to tako simpel, pa žal tako ni, ne. To seveda vsi vemo. Dajmo si pogledati, torej nekaj žensk smo povprašali, v kolikšnem času so torej izgubile poporodno težo. Poglejmo. V bistvu kar takoj, mogoče 3 mesece, kar takoj, no, ker sem bila kar aktivna, no, lahko rečem. Po moje, ker sem dojila, mi je tisto dojenje še pomagalo, da sem izgubila težo, ker sem res dojila 6 mesecev non-stop, brez se ustaviti in potem 1 leto. No. Moja porodna teža je še kar z mano ponavadi, ker je to že moj 3. otrok. Iz izkušenj vem, da jo bom izgubila pol, ko neham dojiti. Moja majčkena razdela zaloge, tako da moj 3. sinček je star zdajle 1 leto, tako da počasi, ko bo zaključila z dojenjem, sem prepričana, da bo tudi teža šla. To je pa to. Moja porodna teža po prvem porodu je padla zelo hitro, seveda tudi zaradi samega dojenja, drugič malo kasneje. Drugače pa itak ni priporočljivo, da ženske nekaj zelo trenirajo in se obremenjujejo s padcem telesne teže toliko časa, dokler v bistvu traja to poporodno obdobje, a ne? Se pravi, 9 mesecev naj bi telo prehajalo na tisto, v bistvu tisto stanje, kot je bilo pred nosečnostjo, tako da čist odvisen od človeka do človeka, ni pa fino, da prehiter pada. Meni je pa to šlo kar hitro. V prvem mesecu sem izgubila vseh 20 kilogramov, ki sem jih v 9 mesecih pridobila. Bila sem namreč kar takoj zelo aktivna, kar se je tudi poznalo posledično. In moram poudariti, da pri vseh 3 porodih, nosečnostih enako. Ja, to so povedale dame, seveda vsaka ima svojo zgodbo, meni pa že pozdravljam pevko in novopečeno mamico Majo Založnik, lepo pozdravljena, in pa certificirano nutricionistko Jeleno Dimitrijevič, ki me je zdaj šokirala, ko smo gledali tele izjave, ko sem rekel, kako to hitro, jaz sem rabila, v bistvu jaz sem rabila. Jaz med prvim in pa drugim sploh nisem nič kaj izgubila, tisto, kar je šel otrok ven, ker sem to hitro zanosila drugič. Ta drugič sem rabila pa kar 3 leta, da sem prišla nazaj. V bistvu sploh nisem nič pazila, dela na tem. In ti si me zdaj šokirala z izjavo. Jelena, prosim, povej še enkrat, jaz ne moram. Ja, v bistvu tudi zdravniki, ginekologi imajo tudi svojo statistiko in pravijo dejansko, da 30% žensk se vrne nazaj na tisto težo, ki so imeli pred porodom, pred nosečnostjo v 6 tednih. Ampak 30%. Se pravi, niti ni majhna številka. Če pa nismo imeli prevelike telesne teže, nismo pridobili toliko veliko kilogramov, recimo tam, če je bila pridobljena teža do 15 kilogramov na nosečnico, ki je imela normalno recimo telesno težo za svojo višino, takrat tam nekje 6 mesecev približno, lahko tudi traja kakšen mesec več. Tiste, ki so imele res preveliko telesno težo, več kot tistih 15 kilogramov, ali rabijo veliko več časa, da pridejo spet na normalno težo, ali pa v bistvu nikoli ne pridejo na tisto normalno telesno težo, oziroma se tudi v času, recimo takrat, ko bi se moralo vse vračati nazaj v eno normalo, v bistvu se še dodatno zredijo. Tako da to je nekako statistično gledano, ja. Maja, sodiš mi teh 30%? Ne. Ne, sodim. Se že bolj počutam tudi jaz zdaj. Kje si ti zdaj? V bistvu od poroda je minilo pri tebi skoraj že 1 leto, ne? Zdaj bo 10 mesecev. 10 mesecev. Kje si? V bistvu, jaz sem se v sami nosečnosti, mislim, da nekje rečem 18 kg zredila. Tako je šlo 10 kg dol, ko sem rodila. Zdaj pa tistih 5 kg še je nekako viška, se meni zdi, no. Ampak ja, zdaj sem rekla, da ne bom nekih diet pa tega izvajala, saj dojim še in si bom vzela čas potem, ko ne bom več dojila in bom več telovadila, oziroma zdaj hodiva z Arven vsak dan na sprehod, tako da že tu malo telovadim, tako da ne obremenjujem se zdaj s temi kilogrami, ki so še ostali. Bojo že, ko bo čas za to šli dol. Jaz mislim, da je to tudi prav tako, ne vem, jaz se spomnim v času govorili 9 mesecev gor, 9 mesecev dol, pri meni se je pač to konkretno zavlekalo, ampak okej. Jelena, priporočili, neke smernice pa vseeno verjetno obstajajo, ne? Ker pač dodatna teža verjetno nam ne dela nič dobrega na telesu, ne? Ja, v bistvu, kot je Maja rekla, dejansko zelo hitro grejo določeni kilogrami dol, to je seveda teža tudi otroka in
placente in tekočine in tudi vemo, da se tudi v času nosečnosti ravno za tistih 11 do 15 kg se vse povečuje. Tudi se dojke povečajo, tudi se kri, volumen krvi poveča, tudi telesne tekočine se povečajo, tudi mišice, maščobe, vse to se tudi poveča in na račun tega se tudi pridobivajo tisti kilogrami. Ampak zdaj odvisno, kako smo živeli, kako smo se prehranjevali in pred samo nosečnostjo in v času nosečnosti, od tega bo tudi odvisno, kaj bo pol potem, ker seveda tudi je odvisno dejansko, kakšna je naša prehrana po samem porodu, koliko smo pod stresom, koliko imamo pomoči, ker ženske ene imajo, druge nimajo, koliko je teh neprespanih noči, če se resnično lahko regeneriramo ali ne, kakšno je hormonsko stanje, ker vemo, da se tudi hormoni rabijo svoje ravnotežje, da bi sploh to vse zalaufalo, kakor je treba. Pa hkrati v bistvu telesna aktivnost. Seveda, če smo imeli porod, ki je bil normalen, vaginalni, ni bilo veliko teh poškodb pri samem porodu, bo veliko lažje, za razliko recimo od žensk, ki so imeli carski rez, kjer rabaš več okrevanja in ne moreš začeti telovaditi, recimo se priporoča tam po 6., 7. tednu nosečnosti, če zdravnik reče, da je vse ok, takrat lahko začnemo tudi malo bolj intenzivno telovaditi. Če pa recimo smo imeli to dejansko operacijo, če je bil carski, takrat rabimo tudi 3 ali več mesecev, kar pomeni, da bo to upočasnilo tudi izgubo tiste odvečne teže, zaradi tega, ker ne bomo mogli telovaditi in ne bomo na tak način v bistvu izgubljali ta presežek ali te maščobe, ki so se nakopičile in tako dalje. Seveda tudi stvar je tudi tega trebuha, ker vemo, da tudi ta nosečniški trebuh nisem stvar od tega, da se nabrala maščoba, ampak hkrati, ko gledamo tudi mišice, lahko pride do tega, da se raztegnejo mišice, to je pol treba spet vrniti nazaj, ker tudi se lahko zgodi, da moramo iti na kakšno rehabilitacijo zaradi tega. Tudi ta ohlapnost, recimo same trebušne stene je odvisna od tega, kolikokrat smo rodili, če smo rodili enega otroka ali 2 ali 3 in tako dalje, če smo predtem tudi telovadili, utrjevali tudi tiste mišice in tako dalje. Tako da marsikaj je pomembno, kako bo pol potekala ta izguba same teže. Tudi naša mikrobiota, odvisno tudi, kako smo se prehranjevali, živeli, vprašanje, kakšno imamo mikrobioto, ker tam se lahko tudi razvijajo posebne bakterije, ki jim rečemo firmicutes, ki v bistvu pomagajo, da se maksimalno izkoristijo recimo ogljikovi hidrati, ki pridejo v naše telo, več kot pri recimo človeku, ki ima to bolj uravnoteženo in na račun tega se lahko kopiči in maščoba, se pravi od teh ogljikovih hidratov lahko nastane maščoba. Ampak vsekakor je zelo pomembno spet delovati celostno. To pomeni, kar se prehrane tiče, jaz itak zagovarjam rastlinski način prehranjevanja, tudi v povezavi z mikrobioto, ker vlaknine so ključna stvar. Tudi nosečnice dostikrat, potem, ko pride otrok na ta svet, takrat imajo tudi težave z zaprtjem in če ne jejo dosti vlaknin, če tudi ni dosti tekočin, pa tekočine so tudi pomembne za normalno dojenje, ki nam lahko tudi pomaga pri hujšanju, vsekakor. V bistvu dejansko moramo jesti kakovostno hrano, polnovredno, ker ravno zaradi tega stresa, ki se pojavi, zaradi tega tudi nihanja sladkorja, ki ga povzroča ta stres in nismo dosti naspani in tako dalje, bo hrepenenje po sladkarijah, po hrani dejansko, ki ni najbolj zdrava, zaradi tega, ker hočemo hitro vrniti to energijo. Nažalost pač to ne bo šlo na tak način, bomo imeli več težav. Zaradi tega je treba začeti razmišljati o polnovredni rastlinski hrani, sadje, zelenjava, tudi stročnice, žita, ki so predvsem tudi ta brezglutenska, da ni ta gluten, ki bi znal biti problematičen tudi za otroka, če mama doji, ali pa recimo, če so stročnice težava, takrat jih je treba dobro namakati, kaliti ali zmanjšati to količino, če nismo navajeni recimo na stročnice, da ne bi bilo tega napihovanja ali krče pri samem otroku. Tako da v bistvu pazimo tudi na hrano, ki užijamo, seveda odvisno od samih okoliščin, ampak če se držimo tega principa, če res zaužijemo dovolj vlaknin, takrat ne bo tudi tega nihanja sladkorja, ne bo tega hrepenenja velikega, bomo nahranjeni, bodo s vitaminov, mineralov, antioksidantov, ker nisem stvar, da mi izhujšamo. Pa tudi v času, recimo, ko mi dojimo, absolutno pride v poštev, da smo na kakšni dieti ali na razstrupljanju, ker vemo, da se tudi v maščobah zadržujejo toksične snovi, to se vse lahko sproži v našem telesu, to tudi lahko pokasira otrok. Tako da takrat ne delamo teh restriktivnih mer.
res moramo počakati po naravni poti. Ta proces je res tak, mora biti nežen do svojega telesa, pa tudi, kar se tiče psihičnih zadev, ker tudi ženska doživi marsikaj, to je transformacija ne samo na telesni ravni, ampak tudi na psihični ravni. In zdaj en pritisk si dodaten ustvariti, zdaj moram shujšati, moram biti, ne vem, iste telesne teže, kot sem bila prej, moram v tej kavbojki zdaj priti, ne vem, v enem mesecu, to je brez veze. Sploh ni treba razmišljati na tak način, ampak zaradi tega moramo imeti pravo podporo. Tudi ljudi, ki nas podpirajo, nam pomagajo, da pol dejansko to poteka bolj tako normalno, na naraven način, da smo v tem naravnem procesu. Tako da v bistvu prehrana je zelo pomembna, ne tega junk fooda, stimulativne hrane, stimulativnih pijač, ampak res dobra kakovostna hrana. Moramo paziti na nutriente. Ker tudi v času, ko mi dojimo otroka, mora biti zadostna količina in kalorij, takrat vedno pojemo tudi 500 kilokalorij več, kot bi sicer pojedli, tako da pazimo na to, da je zadostna količina dobrih kalorij, da je nekoliko tudi več beljakovin, tam 25 gramov plus recimo od normalnih potreb ženske, ker tukaj se nadaljuje ta proces. Tako da v bistvu res veliko lahko naredimo, ampak ni nemogoče shujšati. Jelena, jaz mislim, da so bile tole zdaj besede, ki jih mora čisto vsaka, torej mamica, oziroma novopečena mamica, predvsem pa tiste, ki seveda boste začele s planiranjem nosečnosti slišati, tako da hvala, ker večina izmed nas tega ni nikoli slišala, da bi se lahko res kvalitetno pripravljala. Maja, si se ti pripravljala, kako si jedla za dva, ali si v bistvu, recimo jaz sama pri sebi vem, da sem v nosečnosti prvič pomislila, da moram malo paziti, kaj jem. Tega recimo prej nikoli mi ni to kapalno, da mogla malo paziti, kaj jem. Kako si ti doživljala ta čas? V bistvu v sami nosečnosti sem rekla, ker pred nosečnostjo sem nekako pazila, da nisem jedla ogljikovih hidratov, sladkarij. Si že pazila, okej. Nekako sem izgubila 10 kg, na to izgubo sem potem zanosla in sem si rekla, jedla bom vse, kar mi ugaja, kaj si želim, ne bom pazila toliko. Saj v bistvu nisem želela pač jesti za dva, ko vsi so govorili, ko si noseč, moraš jesti za dva, ni res. Pač ja, vsekakor sem več pojedla, ampak nisem pazila, kaj bom jedla. V večini pač moj partner... Pa si bolj kvalitetno vseeno poskušala jesti nekje, ali nisi o tem razmišljala? V bistvu moj partner je kuhar in zelo dobro kuha in tudi zelo kvalitetno kuha, tako da v bistvu glede na samo nosečnost sem potem že tako prej tako dobro jedla in tudi v sami nosečnosti. Ne bom pa zdaj rekla, da sem se mogoče boljše ali pa kvalitetnejše, ampak bolj kot ne enako. Tako da tudi zdaj kuha, ker zdaj tudi doma in zdaj kuha in nama za Arven pripravlja za jesti, tako da tudi zdaj, ker dojim še, tudi jem zelo kvalitetno. Ok, ko smo ravno pri dojenju, torej kako je steklo dojenje, si se na to kaj pripravljala, je bilo to v bistvu nekaj, kar ti je bilo pač dano, ko si rodila, ali si imela, ker zdaj veliko žensk poslušam, to se prav priprave imajo, ne? V bistvu jaz sem rekla, v sami nosečnosti ne bom se posluževala forumov in teh stvari, da ne bom sama sebe v kak stres ali pa paniko spravila. Kar se tiče samega dojenja, sem res imela v mislih, moram dojiti, ker si res želim, da otrok dobi vse iz moje strani. V sami bolnici sva se kar mogoče 2 dni trudile, da je steklo to dojenje, kako nastaviti otroka, vse sva imeli pomoč. Potem doma, ker nisem bila toliko vedec o tem samem dojenju, se mi je leva dojka vnela, da sva šli potem še v bolnico, da sva bile 6 dni v bolnici, ker sem dobila vročino in vse se je nabralo. V glavnem ja, in potem naknadno sem pa res mogla črpati še mleko, tako da je potem pa dojenje lepo steklo, zdaj je lepo fajn. Zdaj si tudi ne rabim več črpati, ker je še gosto hrano in zdaj se mi zdi, še malo boš imela čisti ven. Ja, se je zrealizirala. Jelena, veš kaj pa mene zanima, ko smo ravno z Majo govorili o dojenju. A dojenje vpliva v bistvu na kakšno izgubo telesne teže? Je to kaj povezano? Ja, vsekakor, absolutno, ker tudi recimo na začetku, takoj po porodu se zgubi 5-6 kilogramov, pa hkrati tudi, ko steče dojenje, se dodatni kilogrami začnejo izgubljati, tudi nekaj odvečne tekočine gre stran. Ampak v bistvu mi se moramo tudi v tem času zavedati, da tudi na hormonski ravni mi ne funkcioniramo enako, kot je to bilo recimo pred samo nosečnostjo. Zaradi tega govorimo o tem času, da je treba dati čas svojemu telesu, da pride v ta normalen ritem 9 mesecev ali 1 leto ali
tudi pri tebi, če je trajalo 3 leta, nima veze, ampak važno je samo, da se ne obsojamo in da naredimo vse, kar se le da v tem trenutku, da bo dobro, ker za nas same, tudi za našega otroka, ker ni poanta izguba kilogramov. To mora priti nekako spontano. Se začnemo zdravo prehranjevati, užijemo polnovredno hrano, potem nismo lačni, ne niha ta krvni sladkor tako zlahka in potem samodejno začnejo kilogrami enostavno se topiti. Tako je, pa če še telovadba zraven, če pijemo dovolj tekočine, posebej v času dojenja, itak moramo spiti dovolj zaradi tvorbe mleka, ampak hormonsko je pomembno, ker v bistvu vemo, da tudi v času dojenja je tako, da v bistvu se zmanjša ta produkcija estrogena in progesterona. Tudi hormoni so zelo pomembni za žensko v času dojenja, tudi prolaktin in oksitocin, ki sta odgovorna za dojenje, ampak hkrati to pomeni, da se zmanjša funkcija estrogena in progesterona. Vse to vpliva na žensko, tako da dejansko moramo res potrpeti, moramo biti nežni do sebe in najti prave načine, ki nam osebno najbolj ustrezajo, tudi na fizični, na psihični ravni in potem se bojo stvari samodejno uredile. Ampak počasi, to je pomembno. Maja, kaj pa pri tebi v bistvu, katere telesne spremembe si najbolj opazila, oziroma ne vem, a se ti telo spremeni se po porodu vse, pa te opaziš kaj tazga? Dobro vprašanje. Najbolj, spremenilo itak trebuh. Zdaj trebuh sem še imam, v bistvu tudi pred porodom sem vedno imela malo trebuščka, zdaj ga še imam, malo več. To si želim, da potem malo ga dol spravim, po domače rečeno. Drugače pa neke spremembe pri dojenju. Jaz sem vedno prej imela v mislih, da ko si noseč, da boš imela velike prsi. Dejansko pa ni tako. Potem, ko sem šele začela dojiti, se mi zdi, da so mi prsi se povečale in so zdaj, se mi zdi, kar precej velike. Huge, ja. Ko dojim, tako da drugače pa nekih posebnih sprememb pa ne. Nisem opazila. No. Kaj pa hormonsko, ne vem, obnašanje, si bila tolerantna nosečnica ali so se te vsi izogibali? Ker recimo pri meni je bilo to zelo, 2 nosečnosti, ena je bila, da sem bila zelo prijetna, pri drugi so se mi pa zelo izogibali. Tako da me zanima, a si opazila mogoče pri obnašanju kakšne odzivanju? Jaz mislim, da sem bila zelo fajna nosečnica. Tudi nisem imela nobenih težav v sami nosečnosti, res sem imela srečo, do zadnjega sem tudi nastopala in mislim, da se me niso izogibali. No, super. Sem bila v redu. Ne še kakšnega, pa primerjali. Pa bojo primerjali, ja. Jelena, veš, kaj me še zanima? To, kar že na svetu, super strokovnih si nam dala, kako pa ti gledaš na to izgubljanje teže? Je kakšna razlika, recimo, ko rodiš enega, pa potem drugega, tretjega, je izgubljanje teže potem težje, bolj trdovratno? Je telo v bistvu pa že na nek način iztrošen? Tako, ker dejansko je tako odvisno vsake posameznice, ampak zna biti težje. Zaradi tega, ker tudi se spreminjamo, tudi se malo staramo, tudi se hormonsko spreminjamo. Odvisno pravimo tega, kako jemo, kakšno hrano, kakšna je bila predpriprava pred nosečnostjo, v času same nosečnosti in v povezavi najbolj tudi s temi našimi mišicami, tudi skeletom in tako dalje. Tukaj se zgodi veliko sprememb. Mogoče je tudi težje vrniti nazaj to funkcijo, elastičnost same stene trebuha. To je velika to je težava. Veliko več je pol treba mogoče se fokusirati tudi na telovadbo, pravilno telovadbo, glede na to, v kakšnem stanju naše telo, ne delati sam nekaj na svojo roko, ampak res se posvetovati tudi z zdravnikom, pravi trening si izbrati, lahko je tudi sam ta sprehod na začetku, lahko je, ne vem, plavanje, joga, nekaj, kar je bolj lahkega tudi za nas, ampak res na prvem mestu je res pravilna prehrana, ki je polnovredna. In če delamo na tak način, potem bojo res počasi, ampak bojo sigurno šli kilogrami stran. Ja, super, hvala lepa seveda obema za obisk. No, za sam konec seveda moram še vsem ponuditi nekaj luštnega, predvsem gledalke, pozor, ne pozabite na naše spletne priročnike od sibirske fitomedicine za nosečnice, pa seveda tudi priročnika Vitkanje, ki ga je za nas ustvarila Jelena. Lahko si preberete še Jasminino poporodno zgodbo Doma rojena in seveda vse ostalo najdete na naši spletni strani Klepet ob kavi in sicer brezplačno dobite pod kategorijo brezplačno. Simple k pasu. Ne pozabite pa tudi na spletno šolo za zavestne starše, januarja torej štartamo, tako da lahko raziščete torej celotno spletno stran in preverite vse ugodnosti ob opisu. Hvala še enkrat obema in seveda uspešno še naprej, Maja. Ja, nam ide pa seveda spet videti, kaj rabiš. Hvala.